Zdravo iz Wuppertala. Lep pozdrav iz Wuppertala in dobrodošli znova Dolgi rokavi. Ja, jaz sem vesel, da ni več tako vroče kot pretekle dni, ker teh oblačil še imam nekaj spakiranih zraven v Nemčijo, tistih za bolj poletne razmere pa je zmanjkalo. Najprej pojasnimo, zakaj smo znova v tej obliki nazaj. Planirano je bilo, da se po skupinskem delu eden od naju poslovi, ampak potem je mogoče tudi naše uredništvo malo zajela nogometna evforija, pa smo se odločili, da kar podaljšamo oba dva bivanja tukaj, vsaj do Frankfurta. Kaj bo pa potem naprej prineslo, ponedeljek pa bomo videli. Sicer pa ja, dogovorjeno je bilo, da se oglašamo v takšni obliki vsak dan skupinskega dela tekmovanja, to smo storili. Še kakšen dan več smo se oglasili. Hvala vsem oglaševalcem, ki so omogočili tudi to, da smo lahko tukaj vam sporočamo iz Nemčije te res lepe nogometne zgodbe. Zdaj pa smo tukaj, nadaljujemo skupno pot z slovensko nogometno reprezentanco in ja, vam sporočamo zgodbe tudi v takšni obliki, ker to je podcast o nogometu, igrišču, napadalcih, trenerjih, športnih direktorjih, selektorjih. To je Euro Polcajt. Marko, kaj se je dogajalo zdaj ta dva dni, ko smo po uvrstitvi Slovenije v osmino finala? Predvsem meni všeč, da je zdaj konec nekega računanja, preračunavanja, s kom, kdaj, kje. Zdaj imamo te podatke. Slovenska nogometna reprezentanca po tistem remiju proti Angliji je potrdila udeležbo v osmini finala, na to dva dni kasneje dobila, oziroma en dan kasneje zvečer dobila še tekmeca v tej osmini finala in to bo Portugalska v ponedeljek v Frankfurtu. Ravno zdaj, ko snemamo, mislim, da so se sprostile vstopnice za prodajo, tako da 6000 jih je na voljo samo za slovenske navijače, verjamem pa, da jih bo tukaj, oziroma 200 km stran, še precej več. Ja, kasneje ali pa sproti se bodo sproščale tudi stopnice, ki so bile pokupljene že pred prvenstvom, namreč vsak je imel možnost kupiti stopnice za izločilne tekme na izločanje in zdaj marsikdo, ki je bil tukaj preračunljiv, ki je računal, mogoče bo pa ta reprezentanca igrala v Frankfurtu osmino finala, bo zdaj lahko preko UEFA-inega sistema te vstopnice tudi prodal, tako da bodite strpni, kolikor kupujete stopnice, upamo, da boste vsi tisti, ki si res želite na Euro, prišli do njih in podpirali Slovenijo v ponedeljek ob 21. v Frankfurtu. Takrat, ko smo izvedeli, s kom se bo Slovenija pomerila, spremljali smo tekmo skupaj Gruzije. Jaz sem pač ko sem videl, da so Gruzijci boljši, pa saj so bili boljši, ampak ko se Portugalcem nekako ni dalo proti njim, sem kar zadremal. So Portugalci zarotili proti Madžarski, rečemo. Sem kar zadremal. Sicer pa Portugalsko je Slovenija že premagala, ne? Ja, res je premagala, ampak kot pravi selektor Matjaž Kek, ki je, to je treba poudariti, državoljubo, nas povabil na kosilo, pač slovenske novinarje, ki smo tukaj v Wuppertalu, celo postregel s kosilom in si potem vzel najprej predvidenih 5 minut za pogovor, tisti uradni pogovor, ki se ga je lahko snemal, ampak vseh tistih 5 minut hitro podaljšalo na več kot pol ure. No, med drugim je tudi rekel, da če si bo kdo vrtel v glavi tisti film iz Stožic, bodo velike težave, ker je to vendarle povsem druga tekma, povsem drugačen vložek, drugo prizorišče in mogoče je neka samozavest lahko iz tiste marčevske tekme, ko je Slovenija res pokazala, da se lahko kosa tudi s tako velikimi reprezentancami, ampak zdaj v stilu, sem mi pa jih tako lahko premagamo, pa bomo že, pa ne bo šlo, da se pa hitro lahko zgodi kakšen polom. Ampak jaz verjamem, da se fantje tudi tega zavedajo in da ne bodo šli lahkomiselno v tekmo. Ja, vse, kar je povedal selektor na tem druženju z novinarji v hotelu Vespa, si lahko pogledate seveda v tiskanem večeru, kot tudi na večer.com. Tam danes objavljamo tudi eno simpatično zgodbo, pa ne zato, ker nisem simpatična, zato ker sem napisal jaz, ampak zaradi... Tudi zaradi tega. Hvala, Marko. Ampak zaradi sporočilnosti oziroma
zgodbe kot take. Da ne boš samo promoviral, ne? Timi Max Elšnik je v Köln povabil družino iz Anglije, pri kateri je stanoval v času svojega bivanja pri Derby Countyju. In res je kup lepih gest. Ja, povabil je to družino na tekmo v Köln proti njihovi Angliji. Videli so fanta, ki je bil pri njih, ne vem, star 17 let, ki je sicer dobil priložnost v mladinskih selekcijah, pa tudi za člane je zaigral kluba, za katerega navija ta družina, ampak nekako se tam ni šlo in verjetno si je težko predstavljati, da bo pa ta fant enkrat konkurenčno igral z svetovnimi zvezdniki. In res so bili ponosni, kot na svojega družinskega člana je poudarjal Rob Key, s katerim sem govoril. Seveda več pa preberite v Večeru in na večer.com. Ja, za katero lepo gesto je še šlo, Tim je napisal tem članom družine, naj ostanejo po tekmi na tribuni, da jih bo prišel obiskat, in kasneje jim je v dar dal še dres Stonesa, dres Elšnika, ki so ga mogoče bili celo bolj veseli, in pa še ene nogometne hlače. Tako da vsa čast Timiju za takšen odnos do ljudi, ki so mu vseeno pomagali na tej njegovi pestri nogometni poti. Še 2-3 takšne tekme na Evropskem prvenstvu pa bo mogoče lahko dal dres Stonesa in pa svoj dres iz istega kluba. Vidimo, bomo videli. Ja, kaj nas čaka danes in jutri. Danes smo tik pred začetkom treninga. Tako da verjetno bomo na hitro zaključila vse skupaj. Verjetno se bomo na naslednjih dneh še kaj oglasila, to ni obljuba, to je tudi najina želja, da mogoče še povemo kaj, kar se tukaj dogaja, sicer pa ja, danes dopoldanski trening. V bistvu tisti prvi pravi trening po tekmi. V sredo je bil dan namenjen regeneraciji, tudi četrtek večinoma. Nogometaši niso bili na igrišču, so pa imeli neke druge aktivnosti, kot nam je povedal selektor. Danes pa ja, žoga igrišče in pa verjetno tudi že kakšna misel na Portugalsko, ker včeraj so še se nekako izogibali pogovorom o Cristiano Ronaldu in vseh ostalih zvezdnikih. Danes bo naš sogovornik ob Žanu Karničniku še kondicijski trener Luka Brkleča in zanimivo bo slišati tudi kakšne podatke z njegove strani. Med drugim smo lahko na spletu zasledili, da je najhitrejši igralec tega evropskega prvenstva Slovenec Benjamin Šeško, za katerega tudi Kek pravi, da mu je treba zdaj nekako pomagati. No, v kakšnem kontekstu je pa to povedal, pa še 16-tič, vabljeni k branju Večera. Gremo zdaj na tiskovko, ne? Tako. Srečno.